Vlada Republike Slovenije in naša televizija sta danes podpisali pogodbo o snemanju resničnostnega šova Drugi tir. Gre za eno najzahtevnejših televizijskih produkcij, ki naj bi po prvih ocenah stala okoli 1,3 milijarde evrov. Nekje med Koprom in Divačo je zdaj naš primorski dopisnik Gašpar Mišič. Dober večer, Ljubljana. Evo, tu sem točno na poziciji, kjer poteka del 27-kilometrske trase drugega tira. Slišali smo 1,3 milijarde evrov. Bodo na koncu obveljale te številke, o katerih govorimo danes? Glede na izkušnje s šovom T6, mislim, da ni normalnega človeka, ki bi za to dal roko v ogenj. Poznavalci pravijo, da je Drugi tir, tako produkcijsko kot za same tekmovalce, eden najzahtevnejših reality šovov na svetu. Definitivno, tekmovalci imajo tu najbolj nemogoče tedenske in mesečne naloge. Poleg proge bodo morali zgraditi še 8 predorov, 2 viadukta in 3 mostove. Povem vam, pred Drugim tirom se lahko skrijejo vse kmetije, Survivori in Big Brotheri. Tega ni premagal še nihče na svetu. Drugi tir je gotovo eden največjih spektaklov, ki jih bomo naslednjo sezono spremljali na naših televizijah. Takšnih v samostojni Sloveniji ni bilo veliko. Se pa ob tem postavlja vprašanje, kaj bo z objekti in progo po končanem šovu. Matej, ali naši vizionarji razmišljajo tako daleč naprej? Ja, načrt je, da se proga uporablja tudi po končanem šovu, da Drugi tir dejansko poživi železniški tovorni promet. Poznamo primere, ko so po olimpijskih igrah propadli stadioni in objekti, ampak mislim, da se tu to ne bo zgodilo. V najslabšem primeru bo vlada Luko Koper prodala tujcem in ti bodo z veseljem izkoristili podarjeno progo. Dobro, ampak kaj se trenutno dogaja s projektom T6? Je potem, ko so ugasnili medijski reflektorji, opravičil vlogo mega investicije? Je in ni. Zaradi previsoke cene rjavega premoga zdaj poskusno prehajajo na alternativno poganjanje na obnovljive vire. V naslednjih tednih bodo v pečeh začeli kuriti posojilne pogodbe slabih kreditov, ki jih je v zadnjem letu zbrala slaba banka. Gre za goro papirjev in pogodb, ki jih sicer banke skrivajo po sefih in v pisarnah.